Gospod, mi se radujemo v tvoji zmagi. Gospode, si vino dobil, tebi manjira oči, nišče ni kot ti, nišče kot ti. Ti razsvetljuješ temo, dvigaš nas iz ruševin, nišče ni kot ti, nišče kot ti. Naš Bog je večji, On je močnejši, Bog ti si večji od kogarkoli. Naš Bog ozdravlja, strašen je v moči, naš Bog, naš Bog.
all power. Ti imaš vso moč. You have all authority in Ti our imaš life. vso oblast. Hallelujah. No weapon formed against us will Nobeno prosper. orožje ustvarjeno zoper nas ne more Every uspeti. weapon that would rise up against, Vsako orožje, ki se bo dvignilo zoper nas, boš this uničil. is our Zmaga heritage pripada nam, as servants naš of the kraj. Lord, children of the Lord. Mi smo tvoji otroci. Oh, hallelujah. Under your wings, under Mi your smo pod tvojimi protection. krili in tvojo Oh, zaščito, Gospod. hallelujah.
Gospod, mi te izrekamo dobrodošlico v vsako področje našega življenja, into our home, v naše domove, into our heart, v naša srca, into our business. v naše posle. Welcome, welcome. Dobrodošel si, dobrodošel Jesus, si. be the Lord. Jezus, bodi Gospod, Build your kingdom. izgradi svoje kraljestvo. We're so glad you came. Mi smo tako veseli, da si prišel. We're so glad for your power and wisdom. Mi smo tako veseli za tvojo moč in That modrost your kingdom rules in our lives. in da tvoje kraljestvo vlada v naših življenjih. Dajmo to zadnjo kitico še enkrat zapeti. Pravičnost. Veselimo se. Hallelujah. Oh, hallelujah. In Isaiah 9
verse 6, it says, For unto us a child is born, Ізаїї 9, verš 6. unto us a son is given, Bil nam je rojen otrok, bil nam je dan sin and the government shall be upon his shoulder, in oblast bo na njegovih ramenih. and his name will be called Wonderful, In njegovo ime bo čudovit, Counselor, svetovalec, Mighty God, mogočni Bog, Prince of Peace, princ miru. and of his government there shall be no end. In njegovi oblasti ne bo konca. Prisoten je, on je čudovit, on je čudovit, on je Mesíš, on je Mesíš, všemohoučí Bůh, jmenuje Jezus,
чудовий, On je čudovit, on je Mesijáš, on je Mesiáš, všemohoučný Boh.
storiš kaželi si i prostor ti naredi. Da storiš kaželi si, da storiš kaželi si. Čuvaj, odloži samo vreme konem se, vse ti prepusti, ja Jezus, vse ti prepusti. Tukaj odloži samo laž, sam dom, vse ti prepusti. In prostor ti naredi. Da storiš kaželi si, da storiš kaželi si. In prostor ti naredi. Da storiš kaželi si, da storiš kaželi si. Tradicija tva sa moje pretresi, poruši zidove religije moje, potvajanje Božja, potvajanje Božja. Tradicija tva sa moje pretresi, poruši zidove religije moje, potvajanje Božja, potvajanje Božja. Tradicija tva sa moje pretresi, poruši zidove religije moje, potvajanje Božja, potvajanje Božja. Tradicija tva sa moje pretresi, poruši zidove religije moje, potvajanje Božja. Ja Jezus, potvajanje Božja. In prostor ti naredi. Da storiš kaželi si, da storiš kaželi si. In prostor ti naredi. Da storiš kaželi si, da storiš kaželi si.
Heavenly Father, we bless you. Nebeški Oče, blagoslavljamo te. We thank you for your light, Zahvaljujemo se za tvojo luč, your light that shineth brighter and darkness comprehended not. zato ker tvoja luč sveti močnejša in tema jo ne premaga. We thank you for your power. Tako zahvaljujemo se za tvojo moč, We thank you for your grace. zahvaljujemo se za tvojo milost, We thank you for your mercy. zahvaljujemo se za tvoje usmiljenje. Glory be to your holy name tonight. Slava bodi tvojemu imenu danes. Adoration be to your holy name tonight. In spoštujemo tvoje ime, Gospod. May your name continually be praised in our lives in Jesus' name. Ne bo tvoje ime še naprej povzdignjeno v našem življenju. V Jezusovem imenu. In Jesus' name we have worshipped him. V Jezusovem imenu smo slavili. Hallelujah! Aleluja. Thank you, worship team. Hvala, slavilna skupina. We can have our seat. Sem vozil enemu starejšemu gospodu in pol mi je povedal en dan, če vem, zakaj mu vozim hrano. In sem rekel, ne vem, je rekel, ženo imam v bolnici že 2 meseca, je imela neko operacijo, pa zdaj se je neka rana noče zaceliti. Sem rekel, super, evo, priložnost. In mu povem, sem rekel, jaz se za take stvari kar na Boga obrnem. Pa se je malo zasmejal, pa je povedal, da sem resen. In pol sem rekel, da bom molil za njegovo ženo in sem. In vsakeč, ko sem prišel, sem vprašal, kako je žena, je rekel, še vedno je ni. Sem rekel, bomo še molili. Ok, pa mi je naslednjič že dal neko darilce, ki mi ga je njegova žena pripravila, ki je slišala pač, da dostavljavec hrane mol za njo. V petek pripeljem, tako kot vedno, še račun za cel teden, poravnava, pa mi da roko, pa prav Sašo, hvala za sodelovanje, žena danes prihaja domov. Tako da slava Bogu, sem rekel, slava Bogu, Bog je dober, je rekel, ja, jaz tudi tako pravim. So Paul and Jim picked me up actually at the airport Jim me je pravzaprav prišla iskat na letališče. and took me out to get the car. Okay. Jim In mi je Isaacson, pomagal, kako priti do avta. yeah. So Jim and Paul both said, say hi to everyone in Slovenia. Torej Jim in Paul pravite, ne pozdravim vse v Sloveniji. They're looking forward to coming back in the spring. Iščete priložnost, da pridete nazaj spomladi k nam. Yeah. The Lord did so many wonderful things. In Gospod je naredil toliko čudovitih stvari. One of the best things is my mom had been getting weaker and weaker. Ena stvar je, da je moja mama bila bolj šibka in bolj šibka. Every day we would be together and I would just put my arm around her and we would pray together. Vsakeč, ko sem bila pri njej, sem jo objela in dala roko I okoli would nje. just pray, Lord, we rebuke Parkinson's, leave this body. In sem molila, naj Parkinson zapusti to telo We come against macular degeneration, be healed eyes, in da bo zdravljena and ves. arthritis. These are her 3 struggles. Arthritis, leave this body. In artritis, da naj zapusti to telo. So we just prayed in the spirit Torej and molile smo v worshiped duhu so much. in slavili. And you could feel the Lord right there, so close. In lahko si čuti Božjo prisotnost tako blizu. Like when the Holy Spirit falls on you and you can't move. Veste, ko Sveti Duh pade na vas in se ne morete That's how premakniti. strong the Holy Spirit was in her room. Kako močen je bil And, Sveti Duh v tisti God was sobi working in her body. in je deloval v And, njenem telesu. after I left, my sister said, Mom is so much better. In ko sem zapustila tisto mesto, je rekla sestra, da je mama zelo boljše. And she's happy. And Vesela je. one couple raises Arabian horses. En par je, je vzgajal arabske konje And she showed me a picture of her favorite. in pokazala mi sliko njenega najljubšega konja. And it was the most beautiful Arabian horse I've seen Je in bil my life. najlepši arabski konj, kar sem kdaj videla. And she said, I sold this one to the Prince of Saudi Arabia. In je rekla, da je prodala tega konja princu I love Saudske my Arabije. horse. Ampak But rada je imela we tega talked konja. about the Lord and Govorili smo o Bogu how great it is to have Jesus in in our kako life. čudovito je, da imamo Jezusa v naših življenjih. I talked to a young man In govorila sem z mladim moškim. and
we just talked about the Lord the whole way from Minneapolis to New York. In govorila sva o Gospodu cela pot od Minneapolisa do New Yorka. He had a book he had planned on reading, He had what? a book with him. Imel je s sabo knjigo He said, I bought this book to read, in je rekel, kupil sem to knjigo, da bi jo bral, but we had too much fun talking. ampak se preveč pogovarjava, tako So da ni he imel never časa opened brati. his book. Torej nikoli niti ni odprl tiste knjige. And it was amazing. Just he actually loves the Lord, Imel je pravzaprav rad Gospoda, but he had never heard about supernatural things, a ni pa še nikoli prej slišal o nadnaravnih stvareh. and he just was so happy. Bil tako vesel. And then I talked to a girl who was half Jewish, half Italian, Potem sem govorila s punco, ki je bila pol Židinja, pol Italijanka, American. Američanka. And, she had rejected Jesus and Judaism both. Zavračala je oboje židovstvo in krščanstvo. And I had prayed, Lord, put me by who you want me to talk In to. molila sem, Gospod, postavi me na mesto, s komer želiš, da jaz govorim. And it was really amazing. In bilo je res čudovito, I could zanimivo. just feel the Lord's love toward her, Čutila sem Božjo ljubezen do nje, even though she was saying, I've decided I don't really believe in anything. če tudi se je odločila, da pravzaprav ne verjame v ničesar. Inside was a deep hunger. Ampak v njej je name's bila velika lakota. Gabriella. Gabriela je bila ime. And so I've been praying for Gabriella. Torej molimo za Gabrielo. And she was coming to see the Christmas markets. In prišla je, da vidi božični market. And I told her, oh, Gabriella, you're going to see a lot of mangers. Jaslica. Jaslice. Veliko jaslica. Videla je velika Yeah, in jaslica. all of the Christmas markets. In vse, kar se tiče Because I božiča. wanted to remind her, even in Europe, Želela sem je spomniti, da tudi v Evropi, Jesus was the reason for Christmas. So da Jezus never stane mind. za But božič. isn't it great how the Lord leads us to people that He wants to touch, that He A loves ni them? čudovito, da nas Bog pripelje do loves ljudi, them. za katere On želi, da se jih And, dotakne. One couple, they just needed a little encouragement. En par je potreboval samo malo spodbude. One man, he actually is only 24, En and moški je bil imel samo his 24 body let has a lot of blood clots. in njegovo telo je imela polno teh strtkov, He krvnih needed strtkov. healing. In potreboval je zdravljenje. And one girl needed someone to tell her how wonderful Jesus is. Ena punca je samo potrebovala slišati, kako čudovit je Jezus. I encourage you, take the opportunity. Želim vas spodbuditi, da vzamete to priložnost. This week I got to go to the psychiatric ward. Ta teden sem šla v besedo, And je šla v psihiatrično bolnico see a girl in je videla punco, who I've been in contact with for 3 years. s katero sem bila v kontaktu 3 leta And the Lord's working. in Bog deluje. He's working. Bog So deluje. before I left, she wanted me to come in the main room and pray together. Preden sem odšla, je želela, da pridem v glavno sobo in da There molijo are a lot of skupaj. people, at least 20 people in there. Bilo je približno 20 ljudi notri. And so we joined hands and we prayed. Torej, združili smo roke in smo And she molili. said, I want you to come back next weekend. In rekla, da želi, da pride nazaj I want naslednji you to vikend. pray over this place. In želela je, da moli So- čez cel tisti prostor. There's so many people in need. Toliko ljudi je v potrebi. There's so many people that Jesus has sent us to. Just today, I went to the train station to buy ticket. Danes sem šel na glavno železniško postajo, da si kupil After karto. buying the ticket, Ko sem si kupil karto, an homeless man ran to me je prišel brezdomec do mene and he told me, can I buy him ticket to Koper? in je rekel, če mu lahko kupi karto do Kopra, He said because he prefers to stay in Koper, maybe it's too cold here or something. ker je tukaj v Ljubljani premrzlo in bi raje bil v Kopru, ker je topleje. Immediately, I took him to the place where they are selling the ticket and I bought it for him. In sva šla do mesta, kjer prodajajo karte in sem mu kupil karto do Kopra. Before buying this ticket for him, Preden sem kupil to karto za njega, I checked my account sem preveril na računu, koliko imam and I saw what was there. in sem videl, kaj je bilo tam. After buying the ticket for him, Ko sem kupil karto za njega, when I got home, ko sem prišel domov,
I checked my account again. sem še enkrat preveril moj račun. I discovered the money in my account has increased tremendously. In sem opazil, da je znesek na računu dosti več, kot je bil prej. It has never happened to me before. To se še ni zgodilo prej. I had to trace my money, the transaction, if there is any money from anywhere. Sem še pogledati, če je prišel kakšno nakazilo. Computer cannot even comprehend it. In tega ni bilo nikjer nič zapisanega. There was no traces of money coming into my account at Ni all. bilo nobenih sledi, da bi mi kdo karkoli kaj nakazal. Brethren, why am I telling you this? Zakaj to pravim? Sometimes we give. Včasih damo, We don't know we are giving to angels. ampak ne vemo, da dajemo angelom. Sometimes we give. Včasih dajemo We don't know the importance of the giving we are doing. in ne vemo, koliko je pomembno to, kar damo. That's why I want to encourage you Zato vas želim spodbuditi, to continue to give. da še naprej dajete. Dobro večer. Res sem počaščen, da sploh lahko sem tukaj, da sem lahko zraven tega čudovitega človeka Klemna. Sicer se poznava že kar nekaj časa, ne, odkar sem prišel iz komune, torej od leta 2013, ampak sem ga zdaj imel priložnost spoznati v Turčiji, ko smo bili skupaj. In hvala, Carol, da si šla v Ameriko, da si ga pustila, da je šel lahko z nami. Ja, upam, da se nisi preveč zredil, ker je ful dobra hrana bila tam. Ja, jaz bi samo povabil prej Svetega Duha, da res on dela stvari, ker samo on to lahko naredi. Oče, mi smo hvaležni, da lahko slišimo karkoli od tebe. Če je to en glas, mi smo hvaležni. Ampak hvala ti, da si ti poslal svojega sina, da je razodel tebe. In hvala ti, Jezus, da ko si vstal od mrtvih, nas nisi pustil sirote, ampak si poslal svojega duha. In sedaj, Sveti Duh, ti si tukaj. Tvoja prisotnost je tako očitna, da bi človek hotel, da bi zdaj takoj lahko šel k tebi. Da več ne bi rabo biti tukaj. Ampak kot bi Pavel rekel, bolje je, da gremo gor, ampak kaj ne naredim, kaj je toliko ljudi še, ki te ne poznajo. Ja, in Gospod, zaradi njih smo še vedno tukaj. Uči nas, obreži naša srca, obreži naša ušesa, da bi lahko razumeli tvojo besedo in da bi lahko po razodetju tvoje besede tudi ukrepali in bili poslušni. To molim v tvojem svetem imenu, Jezus. Amen. Ok, torej, prvo, kar sva se zmenila za Klemnom, je, da jaz pridem in predstavim eno knjigo. To bi rekel, da vse zgodbe še petajo njegovo ime. Ne vem, če ste slišali za to zgodbo. Ja? Jesus Storybook Bible, tisti v angleščini, ne? Jaz sem imel priložnost prvič jo deliti v Ukrajini leta 2013, ko sem bil tam v eni sirotišnici in smo delili tele knjige. Ne? In jaz tako, kaj pa je to, ne pravi, to je Sveto pismo za otroke. Odpreš, pogledaš pa rečeš, kakšno to Sveto pismo, to ima slike noter. To ni Sveto pismo, ne. Jaz sem prišel direkt iz komune, kjer sem bil 5 let, kjer je bilo striktno Sveto pismo, samo Sveto pismo. Brez slikic in tako naprej, ne. No, imel sem odpor do tega, bom rekel. Naslednje leto grem na izobraževanje v Romunijo za Child Evangelism Fellowship ali za veselo novico v slovenščini. In slišim en glas. In je tako dober ta glas naredil zgodbo, da res ni. Sploh nisem mogel verjeti. Bilo je o Goljatu in o Davidu. Rekel, wow, kako je ta človek to lahko naredil? To meni ni jasno. 2015 grem v Ameriko, vozim Toyota Prius, malo manjši kot Jeep, pa tudi stara. Ampak sem hvaležen, da si imela 4x4, da nisi ostala na cesti. Ja, veš, kaj sem prvo pomislil, Kero? Kakšen bi bil šele minivan. Če je bil on tak. Ampak slišim ta glas in si mislim, kaj je to? Ta glas mi je toliko znan, da vidim, kaj je to. In se ustavim, dam ven CD in tako pogledam in ta platnica. To je to? Kaj sem? Jaz zamujal 2 leti. Veš, ne? To je, imate
izraz Američani, don't judge by the covers. Ne? Ja. Tako da, to se je meni zgodilo. Ne? Ta knjiga dejansko govori o tem, zakaj se vse skupaj gre. Zakaj Sveto pismo sploh je. A si včasih imel priložnost, da si bral nekaj iz Svetega pisma, Stare zaveze mogoče, in si to prebiral svojemu otroku. In otrok te tako gleda, blinka in pojma njem, pa zdaj rekel. Mogoče si govoril to nekomu drugemu in spet ne ve, kaj si govoril. In pol odpreš tole knjigo in ti za vsako stvar v Stari zavezi poveže z Jezusom. Ker je, vse zgodbe šepetajo njegovo ime. Ker je od samega začetka, ko je Bog ustvaril Adama in Evo in ko sta Adam in Eva grešila, je on obljubil, da bo poslal nekoga. In to seme je poslal in to seme je Jezus. In to je ta knjiga. In sicer kasneje vam jih bom potem podelil, imam jih tukaj kar nekaj in boste dobili zastonj. To je moje darilo in darilo v bistvu iz naše skupnosti EKC Domžale za vas. Ok, v redu. Zdaj, ko smo to dali čez, gremo v Sveto pismo. Če imate Sveta pisma, jih lahko odprete v Dela apostolska 9. poglavje. Brali bomo od 32. do konca vrstice. Peter, čakaj, ti imaš hraško ali imaš... Čakaj, pa bom pa tudi jaz. Je čisto vse en. Sveto pismo je Sveto pismo. Zgodi se pa, ko je Peter obiskoval vse, da pride tudi k svetim, ki so prebivali v Lidi. In tu najde nekega človeka po imenu Eneja, ki je že 8 let ležal v postelji, kjer je bil mrtvo uden. In Peter mu veli, Eneja, Jezus Kristus te ozdravlja, vstani in postelji si sam. In precej vstane. In videli so ga vsi, ki so prebivali v Lidi in Saronu in so se izpreobrnili Gospodu. Haleluja. A v Jopi je bila neka učenka po imenu Tabita, ki se imenuje, če je raztomačiš, Srna. Ta je bila polna dobrih del in miloščin, ki jih je delila. Zgodi se pa tiste dni, da zboli in umrje, in umivši jo polože v zgornjo izbo. Ker je pa Lida blizu Jope in so učenci slišali, da je Peter tam, pošljajo k njemu 2 moža, proseč, naj ne odlaša priti k njim. Peter pa vstane in gre z njima. In ko pride, ga peljejo v zgornjo izbo in vse vdove ga stopijo, jokajoč in kažoč suknje in oblačila, ki jim jih je delala Srna, dokler je bila z njimi. Peter pa žene vse ven ter poklekne in moli, nato se obrne k truplu in reče, Tabita, vstani. In ona odpre oči. In ko je ugledala Petra, sede in podavši ji roko, jo vzdigne in pokliče svete in vdove ter jim jo pokaže živo. In to se razglasi po vsej Jopi in veliko jih je sprejelo vero v Gospoda. Zgodi se pa, da je dosti dni prebil v Jopi pri nekem Simonu strojarju. Dejansko se je to zgodilo glih v tem, ko je cerkev imela mir. Malo pred tem je bilo veliko preganjanje, Štefana so umorili in eden izmed glavnih tistih, ki je hotel, da se Štefana umori, je bil Savel. In v 9. poglavju pred tem vidimo, da je Savel imel čudežen, ne samo dotik, ampak uvid, oslepel je, ko se je srečal z Jezusom. In Jezus ga je spremenil tako, na hiter, bom rekel. Nekako tako, kot je mene, ko sem bil v Reto centru in sem prišel nadrogiran, odvisen od heroina, kokaina, vsega, kar je možno. Najhujša od vseh teh je bil metadon, ki se jih dobil zastonj tukaj na Metelkovi. Ko sem jaz bil na tem, nas je bilo 50, zamislite si, naj vam ta številka gre v glavo, 50 jih je bilo, ko sem bil jaz na metadonu. Ko sem
prišel iz Reto centra, leta 2013 jih je bilo 1500. Hej, jaz hočem plačo, pravi zdravnik, ti pa vzem metadon. Ampak zaradi heroina, večkrat sem se hotel rešiti heroina, zaradi heroina sem imel 4 dni krizo, po metadonu sem imel 30 dni. 30 dni nisem spal. Ljudje, kaj mi imamo tukaj? Prodajamo smrt. Naša država prodaja smrt ljudem. A mi imamo Jezusa, ki živi. Mogoče nimamo Eneja v naši sredi, v Ljubljani. Ampak imamo pa ljudi, ki obupno potrebujejo Jezusa. Tukaj zraven, malo naprej je ena hiša, kjer se odvajajo od vsega, od droge, od vsega tega. Veliko mojih prijateljev je šlo čez, nekateri več niso živi. Tudi jaz sem se šel prijaviti tam. In jaz sem se prijavil v marsikaj. Bil sem pri imamu muslimanskemu, bil sem pri Domančiču, bioenergetiku, bil sem pri ne vem kolikim stvarem, to je neverjetno, kaj sem dal čez. Tudi pri Bracotu sem bil v Zagrebu. Vsak je po svoje nekaj rekel, medtem ko Braco ni nič rekel, on je sam pogledal in to je to. In čudežno sem šel ven z več demoni kot bilo kdaj prej. Ja, res, jaz sem imel demone. Jaz sem imel tazga demona, da dejansko 2009. leta, 8. februar na dan kulture, v Splitu na obali je ta demon šel ven, hvala Bogu. Nisem bil kristjan, nisem verjel v Jezusa, jaz sem verjel v človeka, ki je molil. Koliko veliko ima moč pravičnega molitev. To je neverjetno. Jaz sem pogledal gor v nebo in sem rekel, Bog, če si ti uslišal Abrahama in da je zvest, kar tam je bilo čudovito videnje zvest, potem boš uslišal tudi molitev tega človeka. Njemu je ime Branko Car, čudovit človek. To, ki je bil čudovit, da dejansko si videl Jezusa v njemu. In zato sem verjel. In naslednji dan, ko sem se vstal, sem gledal in nisem imel več. Ni bilo več tistih misli. 5 let sem imel misli, vsakega človeka, ki sem videl, sem mu naredil hudo. Ali sem ga ubil, ali karkoli drugega, da ne bom govoril, ker je res grozno. Obseden sem bil, pa nisem vedel. Demon mi je govoril, vse je v redu, Bog te ima rad, ker te je tazga tudi ustvaril. Tak si. LGBT. Tak si. Slišijo od demona. Tak si. Tako te je Bog ustvaril. To je laž. To je laž. Jaz sem bil v okovih zvezan do konca in rabil sem nekoga, da me potegne ven iz tega. Ampak šele, ko je šel demon ven, sem jaz lahko razmišljal o Svetem pismu. In o tem, kaj mi je Gospod rekel, ko sem prišel v Reto center. A veste, Bog govori skozi Sveto pismo. Daleč od tega, da ne govori skozi Sveto pismo, ampak njega lahko slišiš. In vesel sem, da sem tukaj, ker vi v to verjamete zelo. In sem ful vesel za to, ker sem sproščen, ker sem radosten, ker ne rabim se šparati, bom rekel. Ampak jaz sem ga slišal, ko sem bil 10 dni v Reto centru, še vedno čist konec, ker nisem mogel spati, imel sem 83 kg, zdaj nažalost imam 125, ampak jaz sem šel, ker meni so rekli tako, v soboto sem prišel, v nedeljo so mi rekli, Jezus Kristus je prišel, on je Bog, je prišel na zemljo in je umrl na križu za tebe in je vstal od mrtvih čez 3 dni. In jaz sem rekel, si ti normalen. Kakšne pravljice pa ti meni govoriš, ne? Mislim, a veš, jaz sem zdaj le zadnjih 3-4 leta se ga zadeval in sem gledal National Discovery Channel in National Geographic Channel in tega ni bilo. In ti meni govoril, da televizija ne ve, da ti več veš kot televizija in prvo, kar mi je rekel je, ti si sin hudiča. V redu, stari, v redu. Ja. In pol 10 dni v Reto centru, ne, jaz imam zelo rad brati knjigo. Ne, in jaz sem prišel z Dan Brownom knjigo noter. Vse veste, kaj je napisal, Da Vincijevo šifro. Ne? In jaz pravim, lahko jaz dobim kaj za brati? In oni,
veš kaj, lahko dobiš samo to in mi dajo evangelij po Janezu. Kaj pa jaz vem, kaj je to, ne? In jaz berem in preberem v enem dnevu, naslednji dan jim prinesem, rečem, imate kaj drugega za brati, ne? In oni me gledajo. Kaj je zdaj to? Seko, ja, jaz sem že prebral. Daj preberi še enkrat. Ok. In sem v enem tednu prebral 4-krat evangelij po Janezu. In pa sem prišel in sem rekel, halo, oprosti, v začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog, vse je nastalo po njej. Ok, a lahko dobim kaj drugega? In oni me gledajo še bolj čudno. 4-krat si prebral v enem tednu, ja. In jaz zdaj gledam v njih, kaj je zdaj narobe, a veš, kaj se zdaj dogaja. Tako da jaz sem bil pol malo pametnejši od njih in sem vzel Sveto pismo in sem ga obrnil takole. Ker, a veste, Dan Brown ima zelo rad teorije zarote, ne? In sem rekel, oni sigurno jaz bi mogel nekaj videti, pa ne vidim. Mogoče pa moram narobe obrniti, pa takole delati, ne? In so se mi ljudje smejali, tako kot vi zdajle, ampak oni so se jim smejali, ker jaz sem v resnici to delal. Kaj je zdaj? A veš, a bo kaj ven izstopal, kaj bo, 3D, ne vem. Ni. Ampak jaz sem bil toliko utrujen, če si lahko zamisliš, koliko sem jaz bil utrujen, da nisem mogel spati. Mene je po pol metra metalo v zrak. En človek, zdaj ne vem, kako mu je ime, vem samo, da je bil iz Sarajeva. On mi je kuhal čaj. Jaz sem pa sovražil vse ljudi. Vse sem sovražil. Taka sovražnost je bila v meni. In kaj je on meni šel kuhati čaj, meni je bilo, zakaj mi ti, Memo, zakaj mi ti kuhaš čaj? In on meni, ja, rad te imam. Ti boš meni govoril, da me imaš rad človek, jaz sem se komi zadrževal, če bi bil malo bolj močnejši, bi ga kar tepil. Ampak, hvala Bogu, Bog je imel drugačen plan. Bog ljubezni je Bog ljubezni. On dela čist drugače, kot sem si jaz predstavljal. In on mi je kuhal čaj v 5. zjutraj. In jaz potem, 10 dni je bilo noter in jaz pravim, kaj bi dal, da se vsaj utrudim, da me ne meče več. In pride človek in mi prinese 5-kilsko macolo. Ja. In pravi, te pa razbi ta beton tukaj. Sem rekel, super, zdaj bom jaz pokazal, koliko jaz sem močen. Komi sem zdignil to je neverjetno. Komi sem zdignil, mislim, da je macola sama od sebe padla, kasneje sem se naučil, da to v bistvu mora biti tako, da ne rabiš ti zamahovati, ne, ampak in sem obtoževal Jezusa. Jezus, če si ti res Bog, zakaj si dovolil to? Zakaj si dovolil, da se to dogaja v mojem življenju? Da je moja mami ostala sama, brez mojega očeta, da me je hotela splaviti, nezaželen otrok, da sem bil tepen vsaj 2-krat na teden. Zakaj si to dovolil? Zakaj sem bil 3 leta in pol v zaporu? Zakaj sem bil 12 let na drogi? Zakaj? In tihi glas pravi, resnično povem vam, kdorkoli dela greh, je sužen greha. 10 dni v reto centru, prideš zaradi droge, pa vidiš, da si prišel zaradi tega, ker ne poznaš Jezusa. V sekundi je bilo drugače vse. Pa ne to, da sem se spremenil, daleč od tega, to je bilo še dolga pot. Ampak hočem vam povedati, da takrat sem videl, da dejansko nekaj obstaja, kar je več, kar je moje oči lahko vidijo, kar jaz lahko razumem. In v letu in pol, to se pravi točno novembra, malo potem, ko sem jaz imel že rojstni dan, 14. novembra imam rojstni dan, malo potem, točno na 18 mesecev, naslednji dan greš lahko domov, 18 mesecev je program. In jaz sem vsak dan hotel domov. Vsak dan. In kadarkoli sem naredil plan, kaj bom rekel svojemu voditelju, je Bog poskrbel, da je moj plan bil zlomljen. Naprimer, bom rekel, razmišljam, kaj bom rekel svojemu voditelju, da grem domov. In že dam vse v glavi imam. Mami je sama. Ona ima veliko dolgov zaradi mene. Jaz moram iti domov, jaz sem dober človek. Grozen, ampak dober sem. Jaz moram pomagati njej, moram ji delati, da bom jaz njej pomagal. Ker zdaj sem se tukaj naučil, da človek mora biti dober, ne? Nisem pa razumel, da sem jaz slab. Jaz nisem razumel, da sem jaz sužen. Jaz sem razumel, da sem grešnik, ker sem jaz vse živo stvari delal, človek Božji še zdaj bi bil v zaporu. Ampak sužen, tega nisem mogel dojeti. Kako je to možno?
Kako je možno biti sužen, pa še vedno hoditi svoboden po svetu? 17 mesecev v Reto centru. Mene moja mami pokliče, jaz rečem, lahko prijem domov, pravi, prosim, ne to breme dajati na mene. In jaz 17 mesecev brez alkohola, droge, cigaret, nič. In ona me reče, ne ta breme name dajati. Tisti trenutek sva se še pogovarjali 10 minut, res vam obljubim, edina stvar, ki se nisem zapomnil, kaj sva se pogovarjala. Ker pravijo, ja, če si na drogi, če si na alkoholu, vse pozabiš. Jaz se vse spomnim, ampak teh 10 minut se ne spomnim. Res. Ko sem odložil, sem šel ven, sem rekel, dovolj. Gledam na Split, tako čisto od zgori, od Klisa, pravim, zdaj grem domov, ubil bom svojo mami, ubil bom svojega soseda, ker on ima denar, moja mami nima, in pol bom šel in se ga bom zadev. Po 17 mesecih biti čist. Pa biti sužen. Bog je izrabil te stvari vse v mojem življenju, da mi je pokazal, da sem jaz sužen, da nisem svoboden. In sem se obrnil proti hiši in jaz sem takrat lahko bral samo novo zavezo. Ne smeš brati stare zaveze. Dokler nisi spreobrnjen, ne smeš brati stare zaveze. Pol, ko si spreobrnjen, boš lahko razumel skozi Jezusovo luč, zakaj je stara zaveza takšna napisana, kot je. Imajo razlog, a se strinjam ali ne, to pustimo za drugič. Ampak, pogledamo to hišo in pravim, če grem jaz zdajle noter, kaj naj delam tukaj, te kristjani, mene bo to ubil, ker oni so skozi veseli. Oni znajo iti ob 12 po noč spati in ob 5 zjutraj se zbuditi ali pa ob 6 in biti veseli. Na kateri drugi so oni, stari, da mi je to vedeti, razumeš? In se rekel, okej, vem, da domov ne smem, ker če ne bom res to naredil, kar sem rekel, ampak če pa ostanem tukaj, moram biti z njimi. In v tistem trenutku mi pride iz Jeremije, pa glej, nisem bral stare zaveze, ampak Sveti Duh mi spet spregovori in pravi, da ga bom iskal in da ga bom najdel. Ko ga bom iskal s čem? S celim srcem. In sem rekel, okej, ajde, da te jaz vidim, Bog. Kakšen odnos sem jaz imel do Svetega Boga? Katastrofa. Ampak sem rekel, okej, Bog, da te vidim. Jaz se bom ustajal vsak dan 1 uro pred vsemi ostalimi in te bom iskal vsak dan, pa da vidim, če te bom lahko najdel. Točno 1 mesec kasneje, ko bi jaz lahko šel domov naslednji dan, jaz se rodim na novo. Sveti Duh mi pravi, pejdi noter, pejdi do tega in tega človeka, jaz grem, pravim, ti moraš moliti za mene, on pravi, zakaj? Zato, ker sem največji dvoličnež na svetu. Zadnjih 6 mesecev sem ti govoril, da želim tega Jezusa, v bistvu si nisem želel, hotel sem ti samo reči, zato da grem lahko potem jutri domov. Zdaj pa več ne morem živeti brez tega Jezusa, prosim, moli zame. In sva molila, po 15 minutah, on pogleda mene, jaz pogledam njega, oba sva jokala, ko brata, res, čeprav on iz Bolgarije, in pravi Goran. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ker me je skozi klical Macora. Skozi, 6 mesecev me klical Macora to, zdaj me pokliče Goran. Tisti trenutek, si res, Bog mene pozna po imenu. In pravi, Goran, Bog ima plan zate. Konec. Jaz sem rekel, ja, to vem, sigurno je to. In Sveti Duh stopi vame in jaz sem nova oseba in ostanem 3 leta in pol v Reto centru. V komuni, ne za sebe, zdaj za druge, ker kam greš, kam boš šel? Tam je vsak dan skoraj sveža roba ljudem, da govoriš o Jezusu. So rekli, ne smeš govoriti o Jezusu, ko pridejo novi. Kaj bom delal, govoril o drogi ali kaj? Se nisem nor, pa sem skozi govoril o Jezusu. 3 leta in pol je bila, oprosti, ker sem to hiter, 3 leta in pol je bila v bistvu to moja šola. To je bila šola, ker sem šele kasneje spoznal. 2013 pridem in sem šel v eno skupnost, ena baptistična skupnost je bila takrat, zdaj EKC Ljubljana, Zvonko je bil tam, in tam sem spoznal svojo bodočo ženo Metko, sklep okoliščin, res dober, če hočeš, lahko kasneje to povem. Ampak, zakaj govorim iz tega, kar je šel Peter in tam naredil? Zato, ker Peter je bil navaden ribič.
Petra je Jezus poklical in Peter je rekel, odmakni se od mene, jaz sem grešen človek. On je točno se zavedal, kdo je. In ko je Jezus poklical Petra, mu je rekel, pridi, naredil te bom za ribiča ljudi. In on je bil 3 leta in pol v njegovi šoli. Jaz se nekako poistovezujem s tem, ker sem bil tam 3 leta in pol, sem bil med kristjani in sem se učil od Boga. In sem bral Sveto pismo in sem molil in iskal Svetega duha in gremo naprej. Vsak dan, dokler mi ni Jezus rekel, zdaj pejte v Slovenijo in pričujte Slovencem. Ok, a niso Slovenci rimokatoliki? Vse oni poznajo Svetega duha. Oni vejo vse o tebi, Jezus. Pojdi. Ok, grem. In po 12 letih rečem, Slovenija nima pojma, kdo je Jezus. Mogoče so slišali o Jezusu, ampak se nekaj čudovitega dogaja. Veste kaj? Lačni so. Naš narod je lačen. In ne samo naš narod, ampak vsi, ki so prišli od Bosne, Kosova, Albanije, vse to, ki so prišli v Slovenijo, so lačni in žejni Gospoda. In odprti so za pogovore. Odkar sva bila skupaj s Klemnom v Turčiji, mi je Bog res položil na srce, pojdi na Tromostovje z Andrejem Lipovcem in dej z njem bodi. In začnem, sprašujem ljudi, poznaš Jezusa? Ja, valjda. Stoj, a ga poznaš osebno? A to pa ne. Kakšna je razlika? Oni vejo, točno vejo, ampak hočejo slišati. To je neverjetno, ko hočejo slišati. In Peter, ne glede na to, da je bil potem njegov učenec in je sledil Jezusa in je bil, ko je govoril o tem, kdo on je, je rekel, ti si sin Boga živega, je govoril v imenu vseh, ker je Jezus vprašal, kdo vi pravite. Peter mu je bil tisti, ki je bil najbolj pogumen, pa je rekel, ti si sin Boga živega. Dobil je spoznanje, vse je imel. Ampak kaj se je zgodilo s Petrom? A je bil zvest do konca, do smrti Jezusa? Ni. Izdal ga je. 3-krat ga je izdal. Tako kot je rekel, še nocoj me boš izdal. Jezus vedno, ko reče, to drži. Ampak Peter je živel z Jezusom. In to je bilo meni nekaj najlepšega. Ko ti gledaš, kako je Peter živel, on je točno vedel, kdo Jezus je. On je njega poznal. In to poznavanje Jezusa lahko brodi samo dober sad. Ne more slabega. In zato je Peter, ko je bil mir, takrat v delih apostolskih, on je šel in je šel do skupnosti, od skupnosti do skupnosti, da bi svoje brate in sestre okrepčal v veri. In tam je prišel do Eneja in ta je bil nezmožen za delo. Zdaj, za tisti čas je to zelo pomembno. Mi danes gremo tukaj na Zvezo prijateljev mladine, na socialno, vse to. Včeraj sem zvedel eno novico, da tisti, ki bodo imeli rejništvo, več ne bodo za otroka dobivali samo 600, ampak 1100 evrov. Ja, veš, in jaz pravim, odkje ta denar? Ja, se ne gre sploh o denarju. Pa gledajte, kaj je Jezus naredil v 2000 letih zgodovine. Od tega, da Enej ni mogel delati za sebe, da je bil na milost in nemilost od drugih odvisen, do tega, da imamo danes čudovito socialno mrežo, bomo rekli, ki nam lahko pomaga. Ampak, kaj pa je Peter naredil Eneju? Rekel mu je, vstani, pospravi svoje postelje in pojdi. Od zdaj naprej te je Bog pozdravil in te je naredil za novega in zdaj lahko služiš denar za sebe. Ampak to ni bilo v bistvu samo za njega. Ta čudež ni bil za njega. Čeprav je on hodil, ta čudež je bil za vse ljudi okoli. Kaj pravi? Da je mnogo ljudi sprejelo vero in so sledili Gospodu. In tudi mi, ko danes, ko se srečujemo z ljudmi, kjerkoli, ki potrebujejo ozdravitev, recimo prej je bilo, da smo lahko dali pričevanje. In tudi v naši cerkvi prejšnji teden smo molili za eno žensko, ki je šla na operacijo v ponedeljek za raka in je bilo noro, čudovito je bilo. Vzeli smo Jakobovo pismo, mazilili smo, molili smo in ženska je mogla biti 3 dni v komi, ampak ona ni bila, ona je že isti dan bila
po koncu, ker je rekel zdravnik, to je neverjetno, kaj smo mi lahko naredili. Ne? Slava Bogu. In danes se je že pogovarjala z mojo ženo, mislim, neverjetno. Niti en teden imam, a rekli so, to bo 12 ur operacija, 3 dni boš bila v komi, potem pa bomo počasi delali, ona je bila že naslednji dan, že slike pošiljala, ne, iz bolnice. Ampak kaj je bilo meni najbolj zanimivo? Ja, mi smo molili za to. Ona je pa med operacijo bila z Bogom in angeli. Veš, in je rekla, bila sem obkrožena z angeli in Bog je bil pred mano in jaz se nisem rabila pogovarjati z angeli, jaz sem se pogovarjala z njem. Se kar treseš. Ja. In potem gre Peter, gre od Eneja, gre do Tabite. Zakaj? Ker so ga poklicali. Pridi. In on je šel. In na kaj te to spominja? Kaj se je zgodilo v Jezusovem času? Kdo je umrl, pa so ga poklicali priti? Lazar, ja. Lazar je bil, ja. In na isti način je Peter šel. Jaz ne vem, kaj se Petru takrat po glavi dogaja, ampak jaz bi se tresel kot šiba na vodi. Res. Zdaj jaz moram iti tam in kaj bom naredil? Kaj se bo zgodilo? Verjamem, da je tiste 3 ure hoje, kakor je pač od Lide do Jope, da je molil. Ker ko je prišel, mu je Bog dal v spomin, kaj se je zgodilo, ko je bil pri Jajerovi hčeri. In ona je bila isto v zgornji sobi. In Jezus je rekel, pejte vsi ven, samo Peter je vstal, pa Jakob, pa Janez. In točno to je Peter naredil. Kaj je naredil Peter? Mislim, kaj je naredil Jezus? Prijel je Jajerovo hčer za roko, vstani. Kaj je naredil Peter? Pokleknil, obrnil se k truplu, ukazal truplu, da je vstane in ona se je usedla. In pol je dal roko in jo je potegnil. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker vsak ima v svojem življenju svoj klic. Jaz sem mislil, da mene Bog kliče v delo z otroki. In 2019 smo imeli History Makers. Eni poznate, kaj je to, eni ne. Če ne, se lahko pol pogovarjamo. Probam to oživeti nazaj, ker ga od 2019 ni bilo. Ampak ta History Makers je v bistvu narejen tako, da si ti sam z Bogom. Oni ti dajo par istočnic in potem si ti sam z njem. In sam sprašuješ njega, kaj je tvoj plan za moje življenje. Tam 2019 mi je Bog povedal, Goran, nočem več, da si tukaj, v veseli novici. In jaz skozi, zakaj ne? Vse dobro, si otrokom govorim, se si rekel, naj postanemo kot otroci, njihovo je nebeško kraljestvo. In on pravi, ja, ampak to ni moj plan zate. Okay. Ampak zakaj pa pol sem tukaj? Pa pravi, ti me nisi nikoli vprašal, kaj je moj plan zate. Kot slišiš te besede, jaz ne vem zate, ampak jaz sem se ustrašil. Jaz sem 5 let živel in sem delal v društvu Vesela novica. In mi pol po 5 letih Bog reče, ti mene nisi nikoli vprašal. To je noro. Jaz sem se začel tresti. Kaj sem naredil? Ampak Bog je dober, milostiv in sem ga vprašal, zakaj si me pol pustil 5 let tukaj, ne? A zato, ker je bilo to dobro zate. Tukaj si se ti zgradil v evangeliju. Zdaj veš točno, kdo je moj Jezus, kdo sem jaz, vse veš, zdaj pa moraš iti. Kam? Ti bom pokazal. In sem šel prvo domov, ker je bilo glih kosilo, so se ženo pokesala za to, kar se je zgodilo in sem svež, opran, z jagnjetovo krvjo, lahko šel nazaj. In tam so rekli, zdaj pa pojdi 1,5 ure, preživi čas z Bogom in ga vpraši, kaj je tvoj plan zame. In zakaj je bilo tako pomembno, da sem to vse govoril, je, ker ko sem ga vprašal, kaj je tvoj plan zame, mi je rekel eno stvar. Mislim, pokazal mi je sliko. Bog govori skozi slike, se veš, sanje, slike, videnja, karkoli že in svojo besedo. In jaz sem videl dvosed in bolniško posteljo. In v tej viziji, ko sem jo videl, sem rekel, ok, Bog,
kaj je to, kaj je ta bolniška postelja? Pa on pravi, to ni bolniška postelja, Goran, to je mrtvaška postelja. Še huj, kaj je to? A ne? In on pravi, glej, pošiljam te v Domžale, kjer boš obujal mrtve ljudi. Oj, meni. Ok, sej razumem, ne bom šel na pokopališče in rekel, pridite vsi ven, to je njegova naloga, to ni moja naloga. Ampak da bom ljudem govoril o tem živem Bogu, o evangeliju Jezusa Kristusa. In sem rekel, ok, ampak jaz res ne bi želel brez tvoje besede nič narediti. Jaz želim, da mi potrdiš za tvojo besedo. In Sveti Duh me spomne na Jairovo hčer. In grem v Mateja in odprem in tam piše, da je Jezus dal roko in ona je vstala. In sem rekel, ni prav, gremo v Marka, mogoče se Matej zmotil. V Marku, isto, ona je vstala. Čakaj, sinoptiki. Gremo mi v Luka, mogoče v Luku. V Luku isto, ona je vstala. Ja, kaj je zdaj to, Gospod? Nočem iti naprej, nočem, dokler mi ti ne pokažeš. In me spomne na to. Na 9. poglavje, to, kar smo prebrali v Tabiti. Tabita je usedla se na dvosed. Moja naloga je bila jasna. Govori ljudem in jih usmerja k Jezusu. Točno to je Peter delal. On je potem pomagal Tabiti, da se vstane. In to je moja naloga v Domžalah. Da oznanjam Jezusa, da oznanjam življenje, ker on pravi, da je on pot, resnica in življenje. In da nišče ne pride k očetu razen po njemu. In to je moja naloga. In to se je zgodilo leta 2019. In evo, zdaj smo tukaj 2025. Hvala Bogu, Bog deluje še naprej. Vizija je še vedno ista, ni se spremenila, mrtvi ljudje se spreobračajo, čudeže gledamo skoraj vsak dan. Jaz pravim, ok, imamo čudeže, imamo zdravljenja, resnično zdravljenja. Hvala, nagrada ti ne uide. Ampak jaz mislim, da je največji čudež, ko se človek spreobrne. Zato je Božič vsak dan. Jaz verjamem globoko v sebi, da je vsak dan vsaj eden človek, ki se spreobrne. In s tem bi rad zaključil. Želim vam podariti tole kot naša skupnost. Vse zgodbe šepetajo njegovo ime. Jezus še vedno živi. Tako v Petru, tako v nas. In če si njegov, je najboljša stvar, kar se ti lahko zgodi, je to, da slišiš njegov glas. Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hčerka, nad katero imam veselje. Haleluja. Bodite blagoslovljeni. Amen.